Lepo pozdravljene poslušalke in poslušalci. Danes bomo govorili o zaključku projekta Center za pridobivanje kompetenc Zasavje, ki je potekal v obdobju 2016-2019. Gosti v studiu pa sta direktorica Zasavske ljudske univerze Polona Trebušak in strokovna sodelavka projekta Tina Petek. Obe seveda lepo pozdravljeni. Dobar dan. Dobar dan. Čas zelo hitro teče, dobri 2 leti in pol je, odkar ste zaorali ledino z brezplačnimi izobraževanji za zaposlene prek projekta Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2016-2019. Ta mesec, torej v marcu, se projekt končuje in ko se ozirate nazaj, kaj vidite, gospa Trebušak? Ja, še enkrat lep dober dan. Vidimo res, kako je ta projektni čas zelo hitro minil. Ni dolgo, ko smo se pogovarjali o začetku projekta. Vidimo, kako zelo veliko dela, časa, energije je bilo vloženega v izvajanje samega tega projekta, od prijave na razpis, potem oblikovanja konzorcija, priprave, organizacije vseh teh izobraževalnih aktivnosti. Lahko rečem, da smo šli na eno novo področje dela, na začetku precej negotovi, kako bojo zadeve potekale, veliko je bilo nedorečenosti. Zdaj, ko se oziram nazaj, vidim ekipo Zasavske ljudske univerze, še posebej sodelavk, ki so pomembno prispevale k uspešnemu zaključku tega projekta, se pravi kot močnejšo, sovereno, samozavestno, ker smo šli skozi konzorcij, to je bila tudi za nas čisto nova izkušnja, partnersko sodelovanje in pa s tem povezovanjem smo uspeli speljati res ogromno različnih izobraževanj za zelo specifično ciljno skupino zaposlenih, manj izobraženih. Da spomnimo poslušalce na osnovni namen projekta, pojasnite, katere cilje ste zasledovali skozi izvajanje projekta. Zasavska ljudska univerza je bila junija 2016 uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Pridobili smo sredstva za delovanje tako imenovanega centra za pridobivanje kompetenc Zasavje, kar je v praksi pomenilo, če povem čisto enostavno, številna brezplačna usposabljanja za zaposlene, se pravi tečaje, delavnice, seminarje. In z vključitvijo v ta projekt, v ta konzorcij smo naredili zelo velik korak naprej v razvoju vseživljenjskega učenja v Zasavju, ker smo tudi s temi aktivnostmi zasledovali cilje, nacionalne cilje resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2013-2020 in na ta način povečevali vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje. Zdaj, zakaj smo to počeli? Na ta način smo preko projekta omogočali, se pravi Zasavčanom, dostop in pa priložnost, da so zaposleni odrasli imeli, se pravi doma, v domačem zasavskem okolju, možnost koriščenja teh brezplačnih tečajev, možnost pridobivanja sodobnih, aktualnih znanj, vse z namenom izboljšanja in pa dviga kompetenc, ki jih potrebujejo oziroma jih vsi potrebujemo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, mobilnosti in seveda nenazadnje tudi osebnega razvoja za delovanje v sodobnem času. Cilj je bil torej izboljšati temeljne in pa poklicne kompetence zaposlenih, ki so bili manj izobraženi, in pa poudarek je bil na starejših od 45 let. Naj povem še to, da smo preko konzorcija pokrivali celotno Zasavje, vključno z Litijo. Naša konzorcijska partnerja sta bila Srednja tehniška in pa poklicna šola Trbovlje in pa izobraževalni center Geos iz Litije. Tako da mi, se pravi Ljudska univerza in pa šola, smo pokrivali Trbovlje, Zagorje, Hrastnik, kolegi iz Litije pa potem Litijo z širšo okolico. Tako da lahko rečem, da smo dobro sodelovali, prvič v taki obliki, na tak način, da smo se res povezali in tudi v teh 2 letih in pol postali dobri kolegi. No, omenili ste usmerjenost v kategorijo oziroma v ljudi, ki so niže izobraženi. Zakaj ravno manj izobražene in zaposlene? Zakaj se ministrstvo tako odločilo? Ja, ministrstvo je pač dalo te usmeritve. Jaz mislim, da tudi zato, ker ima Slovenija po raziskavah pismenosti PIAAC, to vsi dobro poznate, zelo velik delež slabo usposobljenih odraslih. To pomeni, da kar 1 od 4 odraslih, oziroma če povem drugače, 33% ima razvite spretnosti na nižjih ravneh, se pravi to, kar se tiče besedilnih, jezikovnih, matematičnih, digitalnih spretnosti, in to v številkah pomeni kar 400 tisoč oseb. In če povem še naprej, od teh 400 tisoč ljudi jih bo kar še 250 tisoč moralo konkurirati na trgu vsaj še 10 let, 140 tisoč pa je takih, ki bodo na trgu vsaj še 20 let. In to so nekaj zelo dolge dobe. Vemo, da prihajajo spremembe, nove tehnologije, novi časi, pametne tovarne, in če ljudje ne bodo
zavodu ne bomo pripravljeni na te spremembe in pa dejstvo, da je vse življenjsko učenje res del naše realnosti, našega vsakdana, to verjetno dolgoročno ne bo najbolj v redu in tudi ta del, se pravi ozaveščanja, je tudi del, bom rekla, teh naših projektov in pa tudi našega poslanstva. Danes govorimo o zaključku projekta Center za pridobivanje kompetenc Zasavja, ki je potekal v obdobju 2016, marec 2019, torej ta mesec. Polona Trebušak, direktorica Zasavske ljudske univerze in pa strokovna sodelavka projekta Tina Petek sta danes z nami. Tina, vi ste bili neposredno vpeti v organizacijo tečajev. Kdo vse se je vključeval v brezplačne programe in pa seveda v katere? Ciljna skupina odraslih, ki so se vključevali v brezplačne programe usposabljanja, so bili zaposleni, ki so nižje izobraženi, torej manj kot 4-letna srednja šola oziroma izket od 1 do 2 in pa manj usposobljeni s poudarkom na starejših od 45 let. Še posebej smo bili pozorni na zaposlene ženske, starejše od 45 let in kmete. Ponudba programov usposabljanja je bila določena in zelo raznolika in sicer tako po vsebini kot tudi po obsegu. Poudarek pa je bil seveda na ključnih kompetencah. Izvajali smo 50-urne jezikovne programe, programe sodobne digitalne pismenosti, programe priprav za pridobitev kvalifikacije oziroma certifikata in pa 120-urne programe usposabljanja za življenjsko uspešnost. Za katere bi bilo pa največ zanimanja? Največ zanimanja je bilo za tečaje tujih jezikov, še posebej nemščine. To je pri nas izgledalo nekako tako, ko smo razpisali program, so se skupine za Zagorje in Trbovlje zelo hitro napolnile in sicer v nekaj dneh, za angleščino pa je bilo manj zanimanja. V Litiji je bilo ravno obratno. Enormno veliko povpraševanje je bilo po začetnih in nadaljevalnih angleških tečajih, tako da so tam izvajali bolj angleščino. Ponudili pa smo tudi spletno učenje tujih jezikov. To smo pokombinirali klasično učenje z učiteljem v učilnici z uporabo sodobne IKT tehnologije, torej prek računalnikov, tablic, spletnih povezav in spletnih gradiv. Potem so sledili še tečaji digitalne pismenosti, naprimer osnove računalniške pismenosti, potem Excel, PowerPoint, Precim. Tu so bili zmagovalni tečaji Excela, kolegi iz Litije pa so imeli veliko zanimanja in izvedb tečajev za veličariste ter programov usposabljanja za življenjsko uspešnost. Precej zanimanja je bilo tudi za tečaje z področja učinkovite komunikacije na delovnem mestu, naprimer komunikacija v vrtcu, v negi in oskrbi. In ravno tako je bilo zanimanje za programe ohranjanja zdravja, kjer smo sodelovali z 2 odličnima NLP trenerjema, Ksenijo in Denisom. Ste lahko zdaj še malce bolj konkretni, se pravi, da povemo še nekaj številk, koliko programov ste načrtovali in ali ste uspeli potem tudi vse uspešno izvesti? Ja, uspeli smo izvesti vse in še več, na kar smo zelo ponosni. Planirano je bilo, da bomo vsi 3 konzorcijski partnerji izvedli 86 programov in vključili 1118 odraslih, od tega 784 starejših od 45 let, kar znaša 70%. V začetku so bile te številke grozljivo visoke, zdele so se celo nedosegljive. Do konca marca pa smo realizirali 96 programov. Od tega jih je samo ZLU izvedla 52. Vključenih pa je bilo 1199 odraslih, od tega večinoma ženske, teh je bilo preko 800, natančno 806, kajti ženske smo tiste, ki smo po naravi bolj radovedne in se več socialno vključujemo, medtem ko moških je bilo nekaj manj kot 400, 393, večina vključenih pa je imela poklicno ali srednjo šolo, starejših od 45 let pa je bilo 829. Uspešnost programa je bila 96%. To pomeni, da so program končali vsi tisti, ki so bili prisotni vsaj 80% ur pouka. V številkah to pomeni, da jih je končalo 1187. S Polono Trebušak in Tino Petek se danes pogovarjamo o zaključku projekta Center za pridobivanje kompetenc Zasavje, obdobje 2016-2019. Gospa Trebušak, je bilo težko pridobiti udeležence, če govorimo o posameznikih, pa seveda tudi, kako je šlo mogoče s podjetji?
Bom rekla različno, ni bilo enostavno. Pretežni del teh naših programov so bile res posamične vključitve in tudi določeni programi, predvsem jezikovni, so se na rekovajih kar sami prodajali, še posebej tisti, pri katerih so udeleženci poznali že odprej, naprimer učitelje in so imeli z njimi že in tudi z nami dobre izkušnje in so tudi vedeli na nek način, kaj kupujejo. Naprimer, če smo povedali, da bo računalništvo izvajal Dušan ali pa nemščino Dejan, potem je bilo to kar naenkrat vse polno, tako da tudi to je bil že del recepta za uspeh. Se veste, program je lahko uspešen ali pa tudi ne. V prvi vrsti zaradi tistega, ki poučuje, se pravi zaradi odnosa, strokovnosti, prijaznosti, tudi tistega, ki organizira, se pravi tudi nas. Lahko rečem, da nas ljudje dobro poznajo, imamo nek renome zanesljivega, varnega partnerja za izobraževanje, imamo izkušnjo, tradicijo, letos bomo praznovali 60 let mimogrede in vse to se tudi odraža v prepoznavnosti in pa zaupanju ljudi v nas. Res se trudimo, se pravi celotna ekipa Ljudske univerze, da prisluhnemo vsakemu posamezniku, se poskušamo prilagajati, tako da preko vsega tega, kar počnemo, tudi potem na ta način širimo to svoje poslanstvo. Kar se pa tiče podjetij, ni bilo najbolj enostavno. Mnoga podjetja, zavodi, ustanove so z odprtimi rokami zagrabila to priložnost, z nekaterimi pač nismo prišli skupaj in tudi verjetno nikoli ne bomo. Določena podjetja imajo že neke svoje izobraževalce, nekateri pa žal še vedno menijo, da se morajo ljudje izobraževati v svojem prostem času, tako da z tega vidika, še posebej za tiste manj izobražene, ne delujejo precej spodbudno oziroma motivacijsko. In tudi na drugi strani, ko smo malo gledali podatke naše strokovne institucije, podatki kažejo, da odrasli, se pravi v starosti nekje od 25 do 64 let, ne kažejo nekega interesa za izobraževanje in pa usposabljanje in večina teh ljudi ne želi biti vključenih v izobraževanje in tudi ne iščejo informacij za izobraževanje, tako da je v bistvu na nas ta naloga, da jih poskušamo na nek način motivirati, spodbuditi, prepričati, da le pridajo in poskusijo. Vse potem, ko pridajo, ostanejo, so zadovoljni in želijo potem še kaj več. Prej ste rekli, ne, z nekaterimi podjetji smo prišli skupaj, z drugimi ne in nikoli ne bomo, ampak primeri dobre prakse pa vlečejo. Mogoče bi povedali kakšnega? Ja, zagotovo, recimo na tem področju bi si upala izpostaviti zavod Dom starejših občanov Izlake. Oni so v programe učinkovite komunikacije, ki smo ga poimenovali učinkovita komunikacija v negi in oskrbi, vključili kar 4 skupine svojih zaposlenih, torej skoraj 50 ljudi. Vključevali so vse, se pravi od strežnic, vratarjev, kuharjev, bolničark, medicinskih sester, da so v bistvu vsi se update ali po domač rečen z tega področja. In tudi potem kasneje povratne informacije strani vodstva so bile zelo spodbudne, opazili so razliko tako v delovanju, komunikaciji, sodelovanju in to se mi zdi res super in tisto ključno, ker konec koncu pridobijo potem vsi, kolektiv kot tak in seveda tudi njihovi uporabniki. To je bil zdaj primer dobre prakse. Najprej smo pa slišali, da je pa neko starostno obdobje, ko ljudje sploh niso zainteresirani za to, da bi se izobraževali, na kak način se da to reševati. Ali pa ste že reševali? To smo reševali prek programa Središče za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih, kjer smo zaposlenim pomagali prek individualnega svetovanja za lažjo odločitev in potem seveda vključevanje v programe. Še nekaj me zanima, čeprav smo že govorili o številkah. Gre za brezplačno izobraževanje. Ste imeli zaradi tega vrste pred vrati ali ne? Se veste, obstajajo tudi tisti, ki pravijo, če pa zastonj pa že ni nič vredno. Ja, niti ne tako dolge vrste, kot bi si recimo želeli. Dejavnosti projekta, kot smo že danes večkrat slišali, Center za pridobivanje kompetenc Zasavje, so bile sofinancirane strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in pa seveda podpori Evropske unije in so bili za udeležence podjetja res brezplačni. Kar pa ne pomeni, da so bili čisto zastonj. Nekdo je zanje plačal, se pravi v tem primeru država, Evropa. Na drugi strani pa so jih udeleženci na nek način plačali s tem, da so bili prisotni, svojim časom, delom, energijo, tako da ta izmenjava je kljub temu potekala. Mogoče za občutek vrednost enega takega brezplačnega 50-urnega angleškega tečaja, na primer, je cirka 300 €, tako da določeni udeleženci so koristili 2, 3, 4 tečaje in če to potem nekje na koncu sešteješ, je to že kar lepa vsota, ki si jo recimo na ta način tudi prihranil v družinskem proračunu. Tina, je mogoče vam kakšna skupina še posebno ostala v spominu ali po številčnosti ali po tem, kako so bili zagreti? Ja, imeli smo skupino odraslih s podeželja, torej kmetov. Bili so res neverjetni. Iz praktično nič so se prek 3 različnih programov naučili
čisto samostojno in suvereno uporabljati računalnik, splet, programa Word, Excel in seveda različne portale za področje njihove dejavnosti. To so bili najbolj vestni, najbolj marljivi, najbolj zagnani udeleženci. Tudi naprimer po zimi, ko je bilo največ snega in sem bila že skoraj prepričana, da bo treba tečaj odpovedati, se to ni zgodilo, kajti oni so bili iz hribov prej pri nas na tečaju, kot mi v službi. Kar je pa že nekako tako značilno, ne? Že nekajkrat sem omenila, da govorimo o zaključku projekta. Gospod Trebošak, kako ga boste zdaj uradno zaključili, s kakšno slovesnostjo, pa seveda glede na to, da se to zaključuje, kaj naprej? Ja, projekt smo že uradno zaključili na nek način z zaključno konferenco, ki je bila 15. februarja na Brdu pri Kranju. To smo organizirali skupaj z 3 asociacijami, in sicer člani Združenja izobraževalnih in pa svetovalnih središč Slovenije, Zveze ljudskih univerz in pa podjetjem Optius Moja zaposlitev, tako da smo prvič povezali na ta način preko tega projekta kompletno Slovenijo izobraževalcev odraslih. Na konferenci smo si pogledali nekaj primerov dobrih praks, se pravi, kako pri nas doma kolegi in tudi potem druge v Evropi delajo te stvari, ki potem tudi prinaša dobre rezultate, kar se tiče motiviranja in pa vključevanja odraslih v učenje. Lahko rečem še to, da nekje ključno sporočilo konference je bilo, kar tudi, bom rekla, že sami dobro vemo, da je res vseživljenjsko učenje postalo nuja, neizogiben del našega vsakdana in da pač spremembam nikakor ne bomo ušli, ali nam je to všeč, ali nam pa tudi to ni všeč. Zdaj, kako naprej? Projekt se nadaljuje preko projekta, ki je nekaj zelo podobnega naslova, pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022, podobne vsebine, razširjene ciljne skupine, tako da v ta nov program, ki že teče, se lahko vključujejo tako zaposleni kot tudi brezposelni. Ministrstvo je razširilo tudi nabor programov in pa dalo neko drugo odprtost, se pravi, da lahko delamo programe tudi po miri, se pravi, točno tailor-made programe po željah in pa potrebah udeležencev, kar je pa tudi, bom rekla, zelo dobro. Veliko smo zdaj govorili o projektu, ki se zaključuje, ampak gospod Trebošak, zdaj če strnete to za konec. Zasavska ljudska univerza se ob zaključku projekta zahvaljuje vsem udeležencem, podjetjem, konzorcijskim partnerjem, se pravi Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje, izobraževalnemu centru Geos iz Litije, vsem predavateljem in seveda tudi mojim strokovnim sodelavkam za uspešno sodelovanje in pa prispevek k doseganju kazalnikov, ciljev projekta. In tudi iz spremljave evalvacijskih anket smo dostikrat razbrali, kako zelo so bili udeleženci zadovoljni s samimi programi, predavatelji in pa tudi organizacijo. Kaj so pa napisali, recimo, imate kak primer? Ja, mogoče, če povem primer ali dva. Korektnost, sodelovanje, komunikacija predavateljice in pa vode izobraževanja. To so pohvalili. Pohvalila bi profesionalen odnos do nas, tečajnikov. Potem druga izjava, predavatelj je odlično predstavil teme, gradivo je bilo idealno za začetnika, sodelovanje na nivoju. Še kaj podobnega prav bi bilo, da bi vsak od nas šel na kaj podobnega, ne glede na leta. No, jaz upam, da so tole dobro slišali in da znova pridejo k vam. Seveda pa moramo povedati tudi to, da dejavnosti projekta Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2016-2019 sofinancirata oziroma sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Toliko za danes, o nadaljevanju projekta pa seveda kdaj drugič. Obema hvala za obisk. Hvala tudi vam. Hvala.